Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v Zakarijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je vete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je polna Svetega Duha, na ves glas vzkliknila in rekla: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkud meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je vete v mojem telesu od veselja zganilo. Blago neki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal Gospod. In Marija je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojemu rešeniku, zakaj ozrl se na nizko svoje dekle. Glej, odslej me bodo obladovali vsi rodovi. Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo ime je sveto. Iz roda v rod traja njegovo usmiljenje, njim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal svojo roko, razstropil je tiste, ki so v svojem srcu ošalni. Mogočne vrgel s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se je za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke. Marija je ostala z njo približno 3 mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom. Kristusov evangelij. Današnji praznik Nebosvetja Device Marije prihaja sem nam v pomoč, spodbudo na naši življenjski poti. Slišali smo o tej besedi, ki je bila oznanjena, da ima Bog z vsemi nami nek načrt. In ta današnji praznik nam želi poudariti, kar nam morda včasih malo pozabimo, zanemarimo, kaj je v tem Božjem načrtu za naše življenje čisto na koncu. Torej, kaj je smisel, kaj je cilj celotnega našega življenja, kako si je Bog zamislil zaključek, kam sploh gremo. Gremo k tej neizmerni Božji slavi, v katero je Marija že vstopila, tako verujemo v celoti, kot človeška oseba, kot oseba s telesom in dušo. Tako kot je tukaj na zemlji telo in duša povezani v vseh stvarih, od začetka vseh dogodkih, vse, kar doživljamo, vse, kar moramo narediti, nikjer ni telo ločeno od duše ali duša od telesa. Posod sodeluje eno in drugo. In po tem dogodku nam želi Bog razumeti, da tudi po
ustvarjena za večnost, za večno življenje. Zakaj je to tako pomembno, da imamo ta Božji načrt pred očmi? Zato, ker ta zaključek daje smisel vsemu temu, kar mi sedaj živimo. Ko smo še na poti, ko še celo sproti nekako odkrivamo, da se trudimo, da bi odkrili ta Božji načrt, da še ne poznamo čisto do konca, še ne vemo, kaj je Bog pripravil za nas. In marsičesa niti ne razumemo. Ta cilj nam daje moči, da sprejmemo vse, da vstopimo vse tisto, kar se nam vsak dan pojavi pred očmi. To, kar sedaj živimo, pa je v knjigi Razkritja, v tej prispodobi žene, ki je na nebu, ki jo Janez vidi na nebu, ki jo vsa danes sijaje, ki pa je noseča in trpi porodne bolečine. Poleg tega pa se tam zraven nahaja še en zmaj, ki grozi, da bo tega otroka požrl. Ta prispodoba je lahko prispodoba seveda Marije, lahko prispodoba cerkve, tako je pa tudi prispodoba vsakega od nas, našega življenja, tega Božjega načrta, ki ga ima Bog z nami. Torej, naše življenje, dokler ne pridemo do tega cilja, je bolj podobno tem porodnim bolečinam. Temu stanju, v katerem ste ženske bile, večinoma, veste, kaj to pomeni, biti noseč in ko se približuje ta čas poroda. Mnoge ste mogoče imeli kakšno tako bolj zakomplicirana nosečnost. Danes se mi zdi kar veliko takih primerov, koliko se pogovarjajo, sliši. Torej, in bolj ko gre ta nosečnost proti rojstvu, ponovadi bolj težko. Bolj težko, vedno težje. Tudi naše življenje ne gre brez bolečin. Sveti Pavel se mi zdi v enem pismu pravi, da celotno stvarstvo trpi porodne bolečine. In čakamo te odkupitve, tega prehoda v novo življenje, ki teh porodnih bolečin ne bo več. Ampak takrat tam pravi apostol, da se slava, ki jo je Bog pripravil za nas, ne da primerjati s temi bolečinami, ki jih zdaj prenašamo. Zato to, kar se mi zdaj morda se nam zdi zelo trpimo, nam je hudo, ni nič v primerjavi s to slavo, ki jo je Bog za nas pripravil. In zato je pomembno, da ne pozabimo tega, kaj je Gospod pripravil za nas. In nas tudi ta praznik vsako letos še posebej spomni na to. To nam daje moči, da se soočamo z vsemi problemi. Tudi v teh tednih, ko sem malo razmišljal o zgodovini, o svojem življenju in tako, sem se spomnil marsičesa. In vedno je bilo tudi kakšno trpljenje povedano, od otroštva naprej, od družinske razmere, v šoli, Problem je tudi to, samo odločanje za duhovniški poklic, ki so bile muke. To 4 leta sem se mučil s tem vprašanjem, ki je bilo. Pa potem tudi potem študij, iti v tujino, vzeti župnije in kar nekam, nekih ljudem, ne poznaš nič. In tako, in veste, sem po naravi vas strahopeten in tako nekako prevzeti na tako funkcijo voditelja, česa, neke odgovornosti. Ni lahko. Poleg tega, ko smo slišali, pa še en zmaj, ki je to skozi napada, pa še hudi duh, ki pa tudi dela svoje. In vsako situacijo izkoristi, da ti zbije moral, da ti vzame poguma, da
Božji načrt. In tako gre naprej, da postavljamo tako, do konca življenja. Danes popoldne sem imel Maša tudi v domu starejših občanov, sami stari ljudje, na koncu to je tik pred porodom, preden se bomo rodili za večno življenje, bo najhujši. Si bolan, moš pustiti, da te drugi skrbijo za tebe. To noben ne moče nastaviti. Moš jesti tablete, operacije, ne moš več iz posla nastaviti. Ampak potem pride rojstvo. Potem pride ta prehod v večno življenje. Ker bo Gospod našo dušo in naše to borno telo, pravi apostol, naredil veličastno, nam bo dal svoje kraljestvo. Tudi danes smo slišali druge kraljev, da Kristus je stal v mrtvih, prvina ki so zaspali. To je Božji načrt. Danes sem ta beseda odkrila, ta praznik, ta podoba Marije nam odkrila, njeno življenje nam odkrila. Kako Bog vodi možno vse stvari. Tudi ona je morala, da je po tem Božjem načrtu sprejeti vse. Mi vemo malo iz njenega življenja. Ampak tukaj ni samo to slavo. Prej so bili problemi v otroštvu, da se bilo treba poročiti, pa z Jožefom, pa roditi Božjega sina, pa kje je roditi, pa iti v tujino, živeti nekaj let v Egipt, pa prijeti nazaj, ki bo živel, ki boš hišo se zgradil. In vse take stvari, potem se je začelo komplicirati, ko je mož umrl, ostala vdova, pol še sin gre od doma, čist sam, pol se ne razume s sorodniki. In tako naprej, na koncu pride križ, ki sina ubije. Potem mora se petam za nekaj apostole, čudati. Stara, mora nekaj živeti spet v tujino, v Efes, tradiciji. A to je vse. Ona je vsak dan nekaj reči, amen, zgodi se, zato smo danes slišali v Evangeliju, Elizabeta sluti že to veličino vere. To je drugi aspekt, ki ga želim poudariti danes. Eno je Božji načrt, drugo je, koliko ga jaz sprejemam. Koliko sem jaz pripravljen sad reči, naj se mi zgodi tako, kot Bog hoče, ne tako brez hoče, tako kot Bog hoče. Kaj se tako si on zamisli v moje življenje? In Elizabeta pravi, blago ti, ki si verovala, blago li, ki je verovala. To je blago Marije. Blago li, ki je verovala. Ker je imela to držo, je imela to neuničljivo zaupanje v Boga. Da bo Bog naredil stvari v redu. Tega upanja, ki mi potrebujemo, ko smo prišli tudi danes prositi Marije, Jezusa, obhajamo vse praznike, obhajamo tako, da obhajamo veliko nočno spremnost. Jezus Kristus je izdelal srce in Marija je iz Boga črpala moč za takšno življenje, za takšno držo. Tudi mi pri Kristusu prejemamo tega duha, to vero, ampak Marija nam je tudi zgled. In vam priporočam, da velikokrat razmišljate, tako, ne preveč idealizirano, tako. Probajte jo usporediti s svojim vlastnim življenjem. Po moje je to najbolj taka realna slika, ker je živela realno življenje. Tako da ti živiš v svoji hiši, v svojim državami, kot malo tudi ona, ni bila taka nezemljski človek. Ona nam je lahko velik vzor, velika spodbuda. Kot sem že na začetku omenil, ko sem se odločil za duhovništvo, je bila ta figura ena najmočnejša in tudi tisti zadnji rekel, amen, moj Božji volj je bil, ko so bili letos v Lizboni mladi,
hvaležni za to, hvaležni tudi Mariji. Zato bomo danes, tako kot vsako leto, na ta praznik, zmolili skupaj molitev posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu. Ta molitev je tudi zelo lep znak, torej, da želimo pripadati Jezusu in Mariji. Nekaj posvetimo, ne posvetimo vseh stvari, katere sem blagoslovil. Posvetimo nekaj, da izključimo iz posvetne rabe. Oltar. Tukaj ne moramo biti veselice, da posvetimo kelji, ne moramo uporabljati za karkoli. Cerkev posvetimo, tukaj ne moramo delati karkoli v cerkev. Zdaj bomo sebe posvetili Jezusovemu in Marijinemu srcu, s tem se želimo spomniti, da moje življenje pripada Bogu. In ne moram iz sabo delati kratko nekaj živeti površno. Moje življenje, moje srce, tam pripada temu Božjemu načrtu in res stopimo v to molitev s